Spoštovane novinarke in novinarji ter ostali predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po prvi redni seji Sveta za nacionalno varnost v mandatu aktualne vlade. Z nami sta dva predsednika, najprej predsednik vlade dr. Robert Golob, ki je hkrati tudi predsednik tega sveta, in pa predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Vsebina današnje seje je bila širši varnostni vidik zaradi ruske agresije proti Ukrajini. Več o tem pa najprej predsednik dr. Golob. Hvala lepa, lep pozdrav, predsednik. Danes smo imeli prvo redno sejo Strateškega sveta za nacionalno varnost v novi zasedbi. Na njo smo povabili poleg vseh predsednikov strank parlamentarnih, tudi vodstvo državnega zbora in pa predsednika republike. Debata je bila, kako nadaljevanje ruske agresije vpliva na varnostne razmere v Sloveniji. Debata je bila potekala preko poročevalcev, seznanili smo se s situacijo in v Ukrajini in v Sloveniji na vseh relevantnih področjih, od zunanje političnega do obrambnega, notranje političnega, infrastrukturnega in pa obveščevalnega področja. Dobra novica je, da v Sloveniji ne zaznavamo nobenega povečanega obsega tveganj ali pa ogroženosti iz tega naslova. Seveda so pa razmere v Ukrajini, kot lahko tudi sami zaznate, zares kritične. Še posebej so kritične, odkar so se začeli sistematični napadi ruske strani na civilno infrastrukturo, na energetsko infrastrukturo, saj s tem v resnici ne ciljajo več vojaških ciljev, ampak dejansko želijo izčrpati vse verjetno tudi voljo ukrajinskega naroda do obrambe in pa izčrpati ukrajinsko državo. Na koncu smo sprejeli sklep in to soglasno, in to se mi zdi zelo dobro sporočilo. Najprej, da smo se seznanili s situacijo, hkrati pa smo bili enotni v oceni, da dokler ima ukrajinsko ljudstvo voljo do vojaške obrambe, je naša moralna dolžnost, da jih potem podpiramo. In da imamo nobene pravice, da bi jih silili v rešitve, za katere se sami ne strinjajo. To sporočilo, in tle sta se s predsednikom Republike strinjala, se nam zdi zelo pomembno, da ga damo enotno v imenu celotne slovenske politične scene in vseh vej oblasti, ker v resnici daje največjo možno podporo vsem prizadevanjem Ukrajine in pa predvsem ukrajinskega ljudstva v trenutku. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo predsednik Republike, gospod Borut Pahor. Izvolite. Uvodoma ocenim, da so ravnanja slovenskih oblasti navznoter v državi, navzven v mednarodni skupnosti, zlasti v Evropski uniji in v zahodnem delu sveta, ki mu pripadamo, ustrezna in primerna. Zdi se mi pomembno, da skrbno varujemo enotnost, politično enotnost navznoter, glede našega odnosa do ruske agresije na Ukrajino in seveda, da smo del enotnosti zahodnega sveta pri soočenju z temi varnostnimi, političnimi, gospodarskimi in drugimi grožnjami. Predsednik je omenjal pomembno sporočilo, ki ga dajemo tudi po tej seji Sveta za nacionalno varnost. Dokler ima ukrajinsko ljudstvo in njegova zakonita oblast voljo, da uveljavlja pravico do samoobrambe, mi nimamo pravice, da bi jim vsiljevali mir za vsako ceno proti njihovi volji. To se nam je zdelo pomembno stališče, ki je bilo enotno sprejeto zato, ker se nam zdi popolnoma človeško, da se znova in znova zastavlja vprašanje, ali in kdaj bi nadaljevali vojno z mirnim reševanjem sporov. Takrat, ko bo tako ocenilo tudi ukrajinsko ljudstvo in njegova zakonita oblast. Hvala lepa. Dve vprašanji bi sprejeli na to temo, ki je izjemno pomembna za Evropo in svet in za Slovenijo. Prosim, da stopite do mikrofona, se predstavite, kdo želi in za koga imate vprašanje, ali za oba sogovornika ali za enega. Metka Majer, Pop TV, tamle.
Mene pa zanima, glede na to, da so bili tudi predstavniki opozicije tukaj, predsednik opozicijske stranke SDS je pred sejo sveta napovedal, da bo nekako opozoril na razlike med vašimi besedami recimo in pa glasovanjem evropskih poslancev koalicije, ki dojema kot proruske, pa me zanima vaš komentar na to temo, oziroma ali ste o tem pravzaprav karkoli govorili. To in pa, kar se tiče opozicije, še morda, glede na to, da je bil tudi gospod Tonin tukaj, a ne? Neke razlike so, kar se tiče pač nekega pojmovanja, glede na to, da je bil še obrambni minister, kako naj Slovenija pač nabavlja, recimo spomnimo se bokserjev in tako naprej, kako naj Slovenija pač se vojaško krepi, pa me zanima, če ste tudi o tem kaj govorili. Hvala za to vprašanje in bom odgovoril zelo jasno. Danes smo pri sklepih bili enotni. Pri sklepih, ki so bili predstavljeni, ni bilo nobene razlike. Ne med koalicijo, ne med opozicijo, ne med vlado, ne med državnim zborom ali pa predsednikom republike. In to sporočilo enotnosti je najpomembnejše. Nekateri od teh, če hočete, različnih pogledov smo jih predebatirali. Verjamem, da je situacija v resnici bistveno manj, če hočete, da so ti pogledi bistveno bolj usklajeni kot moče zgledano zven. Vsak ima seveda pravico do svojega pogleda. Kar se pa tiče politike Republike Slovenije, ta ni odvisna od posameznih poslancev, ampak je odvisna od zakonitih inštitucij. In politika vlade je bila vedno enaka in konsistentna. In vedno smo jo preverjali v državnem zboru in tam dobili tudi do sedaj vedno soglasno podporo. In verjamem, da pri tem soglasju in pri tem enotnosti moramo ostati in tudi bomo ostali v Republiki Sloveniji. Vse ostalo bi bilo v resnici nepotrebno komentirati, zaradi tega, ker posamezniki so posamezniki, mislim pa tle predstavniki države. In to je edino, kar šteje. Predsednik Pahor, želite kaj dodati? Ne, hvala. Še eno vprašanje, Gašper Lube, Al Jazeera. Lep pozdrav. Zanima me, kdaj bo vlada sprejela dokončno odločitev glede misije v Ukrajini in v kakšni obliki bo to sodelovanje. Mislim na misijo Evropske unije, ne? Se pravi, to je EUMAM misija. Vlada je že sprejela neko odločitev, zdaj gre to v parlament. Kdaj bo dokončna in v kakšni obliki? Hvala. Glede tega, kot ste sami ugotovili, je vlada že sprejemala stališča. Slovenija je odločena, da bo v tem sodelovala. Mogoče za informacijo za javnost gre za program urjenja, vojaškega urjenja ukrajinskih oboroženih sil, ki se ne izvaja v Sloveniji. Izvajala se bo izven Slovenije. Vsi ostali detajli bo seveda najprej usklajeni z zavezniki. Verjamem, da bo parlament to tudi na svoji seji oziroma na odborih potrdil. Točno kdaj bojo odbori, pa vam ne moram povedati. Ne, vlada, dokončno še enkrat ne? Ja, vlada bo to potrdila, ampak zaenkrat čakamo, da se postopek izpelje in ne vidimo nobenih ovir na tej poti v resnici. Odločeni smo, da skupaj z našimi evropskimi zavezniki v tej misiji sodelujemo kot polnopravni član. Da. Najlepša hvala obema predsednikoma, da sta bila z nami. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa verjamem, mislim, da je naš predsednik vlade zelo aktiven, bo odgovarjal v prihodnjih dneh na ta vprašanja. Zdaj se nam bo pridružil še predsednik Nove Slovenije, Matej Tonin, ki ga čakamo. Izvolite, gospod Tonin, sredinski oder je vaš, tule govornica, izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni. Sestanek Sveta za nacionalno varnost je bil po moji oceni koristen. Izdelali smo si pogleda in stališča na trenutno situacijo v Ukrajini in tudi na delo Slovenije v odnosu do Ukrajine. Zadovoljen sem, da smo po opravljeni razpravi enotno sprejeli stališče, da je naša moralna dolžnost, da podpiramo Ukrajino pri prizadevanjih za samostojnost. In tukaj je tisto ključno sporočilo, ki smo ga dali. Čeprav so se v zadnjem obdobju tudi v Sloveniji pojavili različni narativi, da naj se vendarle sprte strani usedajo za pogajalsko mizo in naj se usedajo. Očitno ni tako to enostavno, kot si nekateri predstavljajo, oziroma če rečem zelo direktno, če se Ukrajina neha boriti, potem imamo kapitulacijo, če se pa Rusija
neha boriti, imamo pa mir. In prav zato je ključna stvar, da pridemo do miru, da po naših močeh podpiramo Ukrajino, ker šele takrat, ko bo tudi Rusija ocenila, da vojaško ne more pridobiti nobenih več ugodnosti na terenu, takrat bo šele prava pripravljenost, da se bo na diplomatskem parketu sklenila mirovna pogodba in s tem tudi trajen mir. In vesel sem, da bo Slovenija tukaj po svojih močeh še naprej pomagala tako v vojaški opremi, kot tudi v tehniki in pa seveda tudi v finančnem smislu. Najlepša hvala. Vprašanja? Metka? Prosim do mikrofona. Če bi vi bili v vladi, mislite, da bi morala Slovenija storiti kaj več pri pomoči Ukrajini? Bi sami se zauzemali za kakšne druge aktivnosti še? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa politično vprašanje in sicer danes po mojem, zdaj ne vem, morda me boste popravili, ste se prvič po tisti vaši izjavi, da je čas, da se predsednik SDS-a umakne oziroma ko je vaša stranka mu nekako dala neke vrste nezaupnico, ste se prvič najbrž srečala. Kakšno je bilo to srečanje, ste kaj o tem govorila? Najprej v zvezi z samo tehnično in pa vojaško pomočjo Ukrajini. Moram reči, da sem zadovoljen, da je tudi ta vlada nadaljevala z vsemi zastavljenimi manevri in ukrepi, ki jih je nastavila prejšnja vlada. Ta vlada je imela praktično moč in možnost, da bi zaustavila donacijo BVP-jev, ki so šli najprej v Ukrajino, tistih 35 bojnih vozil pehote. Potem je imela tudi možnost, da bi zaustavila donacijo teh tankov M55S, ampak vlada je vse to nadaljevala in danes so nam Ukrajinci hvaležni, da smo prispevali k njihovi večji bojni moči. Tako da po tej plati sem jaz zadovoljen, da tisto, kar smo mi začeli, je ta vlada tudi nadaljevala. Iskreno povedano, pa kaj več tudi mi ne bi mogli storiti, zaradi tega, ker enostavno Slovenska vojska nima resursov, da bi lahko donirala več, kot se je dalo doslej. Sami se lahko spomnite na številne preglede pripravljenosti pri predsedniku republike, kjer so vam stvari znane, tako da kaj veliko več manevrskega prostora od tistega, kar je Slovenija zaenkrat dala, niti ni. Sem pa vesel in hvaležen, da se je to vendarle zgodilo. Še na drugo vprašanje o razmerah z SDS-om. Tukaj nimam kaj dodati, vse, kar sem imel na to temo, sem povedal, razen tega, da je bilo vaše razumevanje natančno, nepravilno, ker jaz sem se sam vedno govoril samo o aktivnostih in ukrepih Nove Slovenije, kaj bodo pa počele druge stranke, pa ni ne moja, ne pristojnost Nove Slovenije. Še kakšno vprašanje za gospoda Tonina? Ne? Potem se vsem zahvaljujem, da ste bili z nami in vam želim lep dan.